En lep pozdrav, dragi prijatelji. Dobrodošli v našem podcastu Desni mikrofon, kjer se pogovarjamo z ljudmi, ki so tako ali drugače povezani s politiko. Še posebej sedaj v tem predvolilnem času. In ob sebi prav lepo pozdravljam mestno svetnico in lahko rečemo glasno žensko, glasno ime mestnega sveta, občine Maribor, Ljubo Jančič. Lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala za vabilo. Včasih je treba biti tudi glasen, ker drugače župan ne sliši. Ja, lahko rečem, tvoj glas je kar, prepoznaven. Spoznaš se, bom rekel, skoraj na vsako temo, še posebej takrat, ko, bom rekel, župan trmari nekaj po svoje in mu potem ti z argumenti to tudi poveš, da to pa tako ne gre. Točno tako. Povej mi, recimo, kako bi opisala delo mestnega sveta Maribor? Gre za razpravo ali je bolj to samo potrjevanje odločitev župana? Župan bi si sicer želel, da bi bilo samo potrjevanje, ne. Zelo konstruktivno moram reči, smo se mu lahko zoperstavljali, dokler, ni podpisal pod narekovaji pakta za svobodo. Ne, zdaj smo opozicija, da rečem tako, v manjšini in navadno mu grejo vse zadeve skozi, ne, ker svoboda je tista, ki samo prekimavlje, razen gospe Jurše pa gospoda Slaviča, ne. Onadva sta toliko razumna in nam tudi potrdijo kak naš predlog, ostali pa samo dvigujejo roke. Mogoče tudi Javarjeva stranka. On je tako v opoziciji, ne, tako da tukaj je svoboda plus mestni svetniki Liste Arsenoviča, jih je dovolj, da imajo večino. Imajo še pa potem enega, jaz mu pravim, da je padobranec, ne, zato ker je samostojni svetnik, ampak on je samostojni svetnik zato, da kima županu. Aha, dobro. Se pravi, ima še enega, Tako, lahko rečeva, tako, kimavca. tako, tako. Ima sploh potem opozicija tisti svoj realen vpliv? Težko. Se trudimo, ker, župan, ne, če bi jaz gledala čez njegove oči, pred vsako sejo se pohvali, kaj vse je naredil, ampak že drugi mandat ugotavljam, da pozablja, da ima Mestna občina Maribor tudi mestne četrti in krajevne skupnosti. Dokler je bil podžupan, doktor Medved, smo še nekje usklajevali, ker je bil pripravljen prisluhniti. Zdaj ima dva podžupana in podžupanjo iz Svobode, tukaj je pa zdaj zelo težko, ne. Mislim, da gospa Pregl sploh ne ve, kje se nahajajo mestne četrti in krajevne skupnosti. S 1. julijem, ko je nastopila mandat, ker sem tudi v svetu mestne četrti, še jo na mestni četrti Radvanje krajevna skupnost, Pekre krajevna skupnost, Limbo še je nismo videli. Ko sva že ravno pri gospe Pregl, preden, je Arsenovič sklenil koalicijo za Svobodo, se spominjaš, tiste afere, ko je napodila v bistvu Našo oddajo. predstavnico Slovenske demokratske stranke, ker je rekla, da ne sme sedeti zanjo, pa v bistvu tisti stoli, ki so, tam, kjer sedijo v bistvu svetniki koalicije, so namenjeni ravno temu. Ravno temu, ja. Hm. Jaz imam včasih občutek osebno, sicer proti gospe Pregl nimam nič, ne, lahko bi rekla, da več proti podžupanu Vilerju, pa to bomo pozneje, ampak občutek imam, ko primerjam, njo pa Leno Grgurevič, ne,
da sta nekje na istem nivoju. To misliš po teži, Ne, po po obnašanju, obnašanju? Aha. ne, na težo se ne bom spuščala. Dobro, midva bova takole tudi za naše gledalce zanimivo Za pogledala nami to sedi, izjavo, strokovna ki jo sodelavka je, ki jo je, bi se povedala pa prosila, če se podžupanja premakne na Mestne stran, občine kolegov, ker Maribor. tudi v Državnem zboru strokovni sodelavci sedijo tam in mi je zelo neprijetno, da mi sedi za mojim hrbtom. Hvala. Greva midva naprej, povej mi, kako ocenjuješ ti delo župana Arsenoviča? Tako sem ti že Za prej za oceno rekla, od 1 do 5 dajva. če bi gledala z njegovimi očmi, bi ti verjetno rekla z 10. Ker pa gledam s svojimi očmi in očmi, občanov in občank, ki so mi dali svoj glas, moram reči, da je eden najslabših županov. Je res, je naredil, ampak kaj je naredil? Naredil je Lent, naredil je glavni trg, ureja v glavnem v centru svojo dnevno sobo. Danes se sprašujem, ko se je obnavljal Lent, koliko je on pri svojih nepremičninah sploh sofinanciral. Ali je šlo to vse na račun občine, ker cene so se drastično dvigovale, ne? Župan posluša svoje občane. Ne. Posluša ožji krog ljudi, posvetuje se z izbranimi ljudmi, ki po moje niti ne upajo izraziti svojega mnenja, ampak mu njegovo definicijo samo potrdijo. Ko sva že pri tem, prav gotovo je doživel lani, če me spomin ne vara, en, kar močen odpor Kamničanov, kajti Kamnica se mu je uprla, predvsem zaradi cone 30, ampak tudi do cone 30, bova še prišla. Kaj je tisto pomenilo za župana? Se je uklonil, Kamničanom, kajti rekli so, če se ne bo kaj spremenilo, se bomo odcepili iz mestne občine. Delno, lahko rečem delno, jih je poslušal, ker se je verjetno res, takrat je prišlo do velike nepokorščine, ne, bila sem tudi prisotna, ko je bil povabljen v Kamnico, ampak zdaj, nedolgo nazaj, sem se zaradi ene druge stvari, ki sem iskala, en objekt, peljala Kamnica-Kungota. Večje norosti še jaz nisem videla na cesti, ko jo je on zdaj naredil, žal. Zato, ker zdaj pa imaš 30, 50, 30, 50, ležeči policaj pa zopet 30. Mislim, to je cesta, jaz razumem, da nekje v strnjenem naselju, da oni naredijo cono 30. Ampak prosim, ne delati, saj je isto naredil tudi pri nas, ne. Predsednik krajevne skupnosti je takrat za portal Maribor, povedal, da v bistvu ni problem naselje skozi Kamnico. Tam je prav, da je 30, tudi, osnovna šola je blizu, ampak to je cesta, ki pelje v Rošpoh. Ja, ja. Tam ni nobenega strmega naselja, zakaj bi tam moral narediti 30? Zato, ker si je on to zamislil, mislim, da to je tudi njegova proga, da po tisti progi kolesari, mogoče ga je kdaj kdo ogrožal. Aha. Da bi obstajala tudi ta možnost. Povej mi, pri Arsenoviču je zanimivo, da je tako kot nekdaj Kangler postavil radarje, ampak nobenega odpora ni bilo s strani Mariborčanov, nobenih protestov, noben ni metal ničesar v občino. Kako mu je to uspelo oziroma
ima to zaledje levice, kaj poleg ali kaj podobnega? Na pravi strani je, ne. Na pravi strani. Vsi vemo, kdo je takrat v Mariboru protestiral, vsi vemo, kdo se je v Maribor vozil, ampak kljub temu, da je Kangler postavil radarje, ni naredil takšne, pardon izrazu, oslarije, kot jo je naredil Arsenovič, ne. Zato, ker če gledamo radar na Gosposki, na Gorkega, obljublja nam v Radvanju, po Lackovi kar 3 radarje. Jaz nimam nič proti radarjem. Radarje naj bojo pri vrtcih, naj bojo pri šolah, ampak naj bojo postavljeni šele takrat, ko stroka pove svoje mnenje in poda svoje predloge. Ne naročena stroka, ampak neodvisni kandidati. In zanimivo je, zdaj se ti radarji v bistvu selijo. Enkrat so tam, drugič so tam. Ja. In v čem nastane problem? Na primer na Gorkega, mislim, da je ta radar tam pri šoli, tam je omejitev 30, ne. Istočasno je še radar. Prideš na Gosposvetsko, pa moram priznati, da se tudi jaz sprašujem, da ne vem, ali se moram peljati 30, se lahko peljem 40 ali 50. Zato, ker na vsaki lokaciji je drugače. Ampak zopet pravim, stroka bi morala tukaj sodelovati. Ne vem, verjetno si spremljal, nadaljevanje izredne seje, to tematiko Ja. je Jurešič odprl, ne. In v Italiji so dosegli, da tam, ki je cona 30, ne more biti postavljen radar. To je logično, ja. To je logično. Povej mi, so kakšne posledice zaradi te cone 30 na vsakdanje življenje? So. V bistvu, oprosti, ker te prekinjam, v bistvu prav zanimiv je, lokalni avtobus, ki pelje iz Kamnice v Rošpoh in, ob določenem času seveda se mora vračati nazaj, ampak zaradi cone 30, kot mi povejo prebivalci Kamnice, vedno zamuja. Ja. Dve stvari sta tukaj sporne. Avtobusne linije niso prilagodili situaciji. Ne dogaja se to samo v Kamnici, dogaja se na Studencih, ki je celotna Limbuška 30, dogaja se pri nas v Radvanju, kjer je, mestna četrt Pekre, gre čez krajevno skupnost, mislim, mestna četrt Radvanje, krajevna skupnost Pekre, pa krajevna skupnost Limbuš. Konča se konec Limbuža, cona 30. In kaj je to potegnilo za sabo? Moram priznati, da, tudi na naši mestni četrti se je podal predlog za naselje Radvanje, kjer so dokaj ozke ulice, problem s parkiranjem, da se po teh ulicah uvede cona 30, ne, ker nikoli ne veš, izza avta ti stopi otrok, pa je takoj Ja. nesreča, ne. Ampak kaj se je zgodilo potem? Naš predsednik mestne četrti je tudi, podal ta predlog na občino, naknadno pa ugotovimo, ker iz Peker do Osnovne šole Ludvika Pliberška je vozil šolski avtobus in dalje do, te šole za otroke s posebnimi potrebami. Ampak ko se je uvedla cona 30, se avtomatsko ukine varna pot v šolo. In kako se ukine varna pot v šolo? Starši oziroma otroci niso več upravičeni, da se jim subvencionira mesečna vozovnica.
In to jaz rečem tako, zdaj ne bom rekla, da je to prihranek, občine ali Marproma, ampak eden vsekakor tukaj prihranek ima. Je bila to mogoče ideja Svobode? Dajva se midva še malo lotiti, preden greva na državno politiko. Se lotiva teh novih avtobusnih linij. Avtobusne linije v Mestni občini Maribor so se precej spremenile. Katastrofa. Nekaterih linij sploh ni. Nekatere linije gredo po drugačnih poteh. Recimo najbolj je zanimivo, da je številka 1, sedaj je G1, ki pelje na Tezno, sedaj ne gre več mimo UKC. In to je za starejše ljudi, ki so hodili v UKC na preglede, kakršnekoli zadeve, zelo težka zadeva, kajti sedaj avtobus stoji pri Evroparku in od tam do UKC-ja starejši težko zmorejo pot, potem po bregu navzgor do UKC-ja. Verjamem, zato je tudi pogruntal novo varianto, da je naredil semaforje pri Tako je, ja. Evroparku, ne, kar Ampak vseeno je potrebna pot. dvopasovnica, ne. Ja, Se marsikdo sprašuje tukaj, jaz pravim, tu gre zopet za samokasiranje, ne, ker marsikdaj je v rondoju tam, ko je za UKC gor postavljen radar. ja, ja. Ne, tako da je linije so porazne. Pa kdo je v bistvu sploh te linije ustvarjal? So to bili res strokovnjaki, kot je govoril Arsenovič, ali so to tako malo? Jaz sem, če dovoliš samo to, da še povem, jaz sem govoril z enim od šoferjev, ki je že več kot 20 let šofer. In je rekel, nas ni nihče vprašal, katere linije so najbolj kompatibilne, katere linije so najmanj zasedene, katere bolj. Mitja, mislim, da strokovnjaki take rešitve ne bi dali. Jaz pravim tako, na Mestni občini Maribor so zaposleni ljudje, ki so se jim fotelji prilepili na zadnjo plat in jih je zelo težko spraviti na teren. Mislim, da tukaj je imel glavno besedo gospod Klinc, ne. Ja. In jaz sem njemu že povedala tudi na eni izmed sej, da to, kar je on naredil, da to je čista katastrofa. Včasih imam občutek, ampak župan zdaj pravi, da je Zavod za turizem dosegel nadpovprečne rezultate, ne, toliko je bilo turistov. Ampak ko se jaz na primer peljem z Enko, imam občutek, da mi župan želi pokazati vse mestne četrti pa krajevne skupnosti. Zato, ker se vozim v krogu, in potovalni čas, namesto da bi se skrajšal, se podaljša. Ljudje grejo 1 uro prej v službo, pardon, pri nas na Oznajski se dogaja, da ljudje, ki v soboto v Sparu, v Qlandii delajo do 9. ure, morajo 1 uro pa pol čakati na Oznajsko, da lahko pridejo domov. Nekaj sva povedala midva o mestnem svetu, pa še veliko se da povedati, ampak greva midva na državno politiko. Povej mi nekaj o v bistvu vladavini Roberta Goloba. Katera je tista poteza vlade, ki je v bistvu ljudem najbolj škodila, pa čeprav jih je veliko, pa dajva se osredotočiti mogoče na eno. Tukaj ti bom zelo na kratko odgovorila, katera poteza Goloba je narodu koristila. Nobena.
Noben. Tako da ni naredil niti ene dobre poteze. Jaz zmeraj trdim, če ne bi nič delal, bi Bi bilo naredil boljše. več koristi kot zdaj, ko na vrat na nos sprejema škodljive zakone in greni življenje. Je ta vlada izgubila strik z realnostjo? Ja, je. Ta vlada nikoli niti ni imela stika z realnostjo. Kaj je v bistvu tisto, kar bi lahko opozorila, da se take zadeve ne bi več smele dogajati? Kateri tisti zakoni, ki bi jih naslednja vlada, če pride desna vlada na oblast, oziroma ko pride desna vlada na oblast, kaj bi spremenila? Kaj bi najprej spremenila? Mitja, tu je toliko za spremeniti. To, kar so sprejemali in s čimer se hvalijo. Mene najbolj boli tale Šutarjev zakon. O tem bova Ja. še malce kasneje, ampak je mogoče to najprej razbremenitev plač? Je tista To je zadeva, ko bi definitivno. ljudje najbolj to To je pričakovali? definitivno. Glej, jaz sem bila 25 let v podjetništvu in jaz sem zmeraj trdila, pa moram reči, da se mi je obrestovalo, da jaz sem lahko vrhunski menedžer, ampak če nimam za sabo vrhunskih delavcev, meni to popolnoma nič ne pomaga. Zagotovo. Omenila si Šutarjev zakon. To je v bistvu problematika, ki se že nekaj časa vleče. In prav na začetku Golobovega mandata so župani jugovzhodne Slovenije že predlagali, kaj bi se vse moralo narediti. Točno tako. Šutarjev zakon ni bil sprejet zaradi Romov. Šutarjev zakon kaznuje nas. Ena stvar je, Mitja, nobena prisila ne rodi uspehov. In bom zdaj tukaj kar nadaljevala, kar se tiče Romov. Zelo poredko gledam televizijo, pa enkrat sem slučajno gledala, ko je Tamara Vonta, v svojem stilu povedala, da ravno mislim, da naši gospe Anji Bah Žibert, da ona pa že ne bo govorila, zato ker ona je leta delala z Romi. Mitja, jaz se potem sploh ne čudim, da so Romi podivjali. Oprosti, ampak da te nekdo taki hoče socializirati, ni uspeha. Kaj je v bistvu sploh tisto, kar bi morali spremeniti v tem zakonu? Verjetno niso samo socialni transferji. Ne, ne, ne. Tukaj bi se dalo ogromno spremeniti. Mislim, da država tudi dobiva precej sredstev iz evropskih skladov za integracijo Romov. Moje mišljenje, ampak to ti bom zdaj čisto moje osebno mišljenje povedala. Romi so dobili moč, ko je začel Golob čistiti janšiste iz policije. Takrat se je javno objavljalo, ta policijska postaja se zapre, tu je manj kot policajev. Dejansko v Sloveniji je vsaj četrtina premalo policajev, če ne vsaj polovica. In tukaj nekje človek postane močen, ni več nadzora, vlada je na naši strani, povišali so nam socialne transfere, prosto se lahko gibamo, prosto se lahko streljamo. Ni bilo nobenega efekta. In tukaj, ampak jaz pravim tako, moje mišljenje, ti kmeti, kjer so se Romi naselili, tega zemljišča nikoli več ne bojo dobili nazaj, ker se Romi ne bojo odselili. Ves ta denar, kaj pride iz Evrope,
naj ukinejo naše nevladne organizacije. Oba veva, o katerih nevladnih organizacijah, pa razne prisesance na državne jasli, kot so borčevske pokojnine v 10. kolenu pa tako dalje. Ta denar naj investirajo, od kmetov zemljo odkupijo, jim zgradijo osnovo dostojno za preživetje in jih naj tam naselijo, ampak istočasno jim pa naj postavijo pogoj, tako z današnjim dnem otroci obvezno v šolo, vsi, ki ste pa na socialni, pa obvezno delati. Pri nas primanjkuje delavcev. In to predvsem delavcev, ki ne prinašajo dodane vrednosti, ampak jih tudi pošteno plačati. Zagotovo. Ker zatem, ko oni zdaj njim ukinjajo socialne transferje, bo še nastal večji problem. Zagotovo. To bo zagotovo nastal. In jaz mislim, da bi to bila ena od rešitev. Mogoče te bodo uslišali, če boš oziroma ko boš postala tudi v bistvu, mislim, da ena redkih Mariborčanov na strani SDS-a, ko bo prišla v parlament. Mislim, da Mariborčanke na strani SDS-a še ni bilo v parlamentu. Tu sem vzdržala, ker tu pa nisem 100% bila, ne. Glej, Mitja, tukaj ti bom ponovila isto, kot sem ponovila pred 8 leti, ko sem prvič kandidirala v mestni svet. Jaz sem si v življenju ustvarila, kaj sem si mislila. Meni je cilj, da vsi državljani v Sloveniji, predvsem Slovenke in Slovenci, živijo človeka dostojno življenje, ljudje, ki mi zaupajo glas ali ga ne zaupajo. Maribor je treba ponovno oživeti. Tukaj se je treba boriti in jaz pravim, ljudje, ki me spremljajo teh 8 let, vejo, da jih nisem izneverila, nikdar nisem iskala na občini ali bilo na kateri ustanovi svoje koristi. Predvsem sem se borila za našo mestno četrt, za Maribor, pa tudi na druge mestne četrti in krajevne skupnosti nisem pozabila. In tako mislim nadaljevati. Ljuba, lahko bi se še pogovarjala dolgo, Ja. ampak mislim, da je prav, da končava. Jaz ti želim veliko sreče v volilni kampanji, vam, dragi gledalci in bralci, pa en lep pozdrav in se vidimo v naslednji oddaji, v naslednjem podcastu Desni mikrofon.